Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji DM Live. Jaz sem še vedno Ajda Mlakar in zelo sem vesela, da se tudi danes družimo, spoznavamo super teme iz sveta DM in ja, tudi tokrat smo za vas pripravili lepe ugodnosti. Pravzaprav bomo danes postregli že s prvimi idejami za praznična darila. Če je mogoče zdaj kdo od vas kar malo debelo pogledal, zakaj to počnemo že konec oktobra, naj vam povem, da za ideje, za dobre ideje, za dobra darila pač ni nikoli prezgodaj. Verjamem, da bomo danes skupaj uživali ob odkrivanju številnih adventnih koledarjev, sploh glede na fantastično družbo, ki jo imam. Z mano sta, jaz sej ne vem, če jo sploh še rabim predstavljati, Alja in Vili, živjo! Živjo! Ne vem, mislim, da je tole naša četrta skupna oddaja. Jaz mislim, da bo četrta, ja. S tem, da smo enkrat že, mislim, da 2 leti nazaj, odpirali skupaj adventne. Po mojem je bila ena izmed prvih, na kateri smo bile, da smo odpirali. Jaz bom iskreno povedala, da odpiranje adventnih koledarjev je tudi meni eno od najljubših opravil, pravzaprav tudi eno od mojih najljubših DM-ovih oddaj, tako da jaz sem se danes res veselila, ko en tak mali otrok, da pride enako. Imamo namreč 5 čudovitih adventnih koledarjev, ki jih bomo lepo odpirali, razkrivali, kaj se skriva, ne sicer v vseh okenčkih, ampak v določenih, ker kaj mora tudi še ostati skrivnost. Sicer pa sem zelo vesela, da vas bomo res lahko danes pocrkljali tudi z lepimi ugodnostmi. To so 40-kratne točke na vse danes predstavljene adventne koledarje. To je res lepa ugodnost, ko pomislite, da lahko s pravočasno organizacijo človek tudi prihrani kakšen evro. Poleg tega vemo, ponavadi je ravno tisti veseli december tudi za našo denarnico najbolj obremenjujoč. In če si mečkeno razporedimo ta strošek mogoče tudi že v oktobru in novembru, človek potem v decembru lažje diha. Tako. Sicer pa povejte mi, dragi dami, kako sta kaj vidve z načrtovanjem daril, z nakupovanjem daril. A to delata vestno tekom celega leta ali je to ta hipna zadnja odločitev? Jaz sem ful pridna in si tekom celega leta pišem, kar slišim od kakšnih prijateljev, ko vidim kakšno dobro idejo, lepo v moj telefon, da pol, ko pride zdaj ta čas obdarovanja, imam vse lepo pripravljeno, kaj komu podariti. Jaz nisem tako pridna, tako da čakam zadnji moment, ampak bolj zato, ker najboljše razmišljam v trenutku in se zadnjo sekundo najboljšega darila spomnim. Bi pa bilo res smiselno, da bi, ne vem, že mogoče za Black Friday razmišljala o darilih, tako da mogoče zdaj bom imela spodbudo te epizode, da se dam že v ta darovalni duh. Točno tako, naj bo to spodbuda za vse nas. Če potrebujete še malo spodbude, naj namignem, da bomo tudi podarili lepa darila. Nagrajenci boste v četrtek objavljeni na DM-ovi spletni strani, tako da držimo pesti za vse vas. Pa še tole, če ste mogoče danes z nami prvič, med našim pogovorom boste ves čas v spodnji orodni vrstici lahko tudi videli izdelke, o katerih govorimo. Če kliknete na izdelek, to pomeni, da ga avtomatsko pospravite v vašo nakupovalno košarico in pa seveda ne pozabite tudi aktivirati kuponov, ki vas že čakajo v našem kupon centru in vam prinašajo tokrat 40-kratne točke na adventne koledarje. 5 jih bomo danes predstavili in to so pravzaprav najbolj vroči adventni koledarji iz DM-ove ponudbe. Prej smo že malo spoznali te vajne organizacijske sposobnosti oziroma rekla prioritete bolj kot sposobnosti. Kako pa je recimo z odpiranjem adventnega koledarja? A ga začnete odpirati 1. decembra in potem lepo počasi, vsak dan eno okence do 25. Ali je to tako kupar? Vse naenkrat, zato ker jaz pač res ne morem zdržati, da ne bi pogledala, kaj vse je notri. Ja, jaz do 1. decembra počakam, to še zdržim. Pol pa tako enega 3. že verjetno pokukam za par dni naprej, ampak skrivnost. Ne, jaz pa se držim pravil, zato da lepo zaključim pol z dnevom 24, da sem vsak dan presenečena in pol je 25. božič. Naša konformistka. Ja. Ne, ampak super, tukaj tudi malo vidimo, pač naše navade so različne, ampak veste, na koncu dneva je najbolj pomembno samo, da uživate in da se pri tem zabavate. Vidim, da so res adventni koledarji tudi iz leta v leto večji in večji trend, kar zelo lepo vidimo tudi na družabnih omrežjih. Se mi zdi, da TikTok, če še ni, bo pa kmalu preplavljen s temi odpiranji in to. In kaj je tako zelo vznemirljivega pri teh adventnih koledarjih, da se v njih vsak december oziroma, bom rekla, že kar vsako jesen začne govoriti? Ja, jaz mislim, da ta faktor presenečenja, vsak dan te čaka nekaj novega, greš spat s pričakovanjem, kaj bo pa jutri v tem okenčku, pa tudi se mi zdi, da so čez leta postali res
zanimivi. Enkrat so bile to čokolade, lani sva imela jaz in bili enega hudega, ker je bilo tako vsak dan en kos puzel in pol na koncu si imela tako veliko puzla in je bilo ful hudo, tako da ja, to. Da imaš vsak dan nekaj za početi. Tako, jaz pa mislim, da itak že vse vemo, vse vidimo na internetu, vsi poznamo vse o vseh, da to pa je še res ena stvar, ki lahko mogoče ostane malo presenečenje. Ja, če odpiraš, tako kot bi, ne tako kot Ajda in Alja. Sicer pa punci, preden predstavimo prvi koledar danes, ki bo šel, ampak počakajmo, mi povejte še, kaj pa tisto, kar si vidve podarita, in celo tako vprašala, Bili, a ti že imaš mogoče darilo za Aljo letos? Mogoče to ne smem še izdati, oziroma povedati tukaj, da ne bo dobila kakšne ideje, ampak ponavadi imava božično obdarovanje skupaj s prijateljicami in lani sva šla z Aljo skupaj en dan, oziroma par dni predtem v trgovino, sem videla, kaj bi ona imela in sem ji pol to tudi podarila. Je pozorna, zna biti. Ja, kaj pa bi jaz tebi podarila, ne vem. Ne povedati. Vsako leto kaj drugačnega, ja. Kaj si pa lani, se spomniš, kaj si lani mogoče? Lani sem mi podarila, v bistvu je tak en kopalni plašč, tak mehek, da si ga tako zjutraj oblečeš, ko se zbudiš in je tema in mrzlo, da imaš nekaj prijetnega in toplega. Ali pa plašček, ki bi ga recimo lahko, Bili uporabila tudi pri tako v domačem spaju. In ko smo že ravno pri domačem spaju, začenjamo z adventnim koledarjem Organic Shop, to je pravi mali wellness v škatli, poln izdelkov z naravnimi sestavinami, dišečimi pilingi, kremami, ki nam doma ustvarijo občutek, kot da smo v spaju. Tako da v njem je tudi 8 izdelkov v naravni velikosti, kar se mogoče tudi malo vidi, ker so res določena okenčka tukaj le notri precej velika. Dekleti, zdaj boste vidve izbrali 3 številke. Jaz že vem, kaj bi. Že veš? Ja, potem pa odlično. S čim bomo začeli? Jaz bi 3, pa 17. Pa 17, Bili? Jaz bom pa 21. Boš kar ti trojko. Ja, trojkica je tukaj pri meni, tako da lahko jaz začnem. Kako exciting. Ta zvok! Ok, to mi je všeč. Tale izdelek poznam, da vidim, kako ga bom lahko dobila ven. Za dobre stvari se splača potruditi, Italija, kar poskusi. To se pa... Čakaj, da vidimo. Takole. Bravo. Ja, malo nam notki nagajajo. Evo ga, pa ga imam. Ok, tole je pa Hydrating Body Scrub. V bistvu scrub za telo v vonju kokonat in sladkor. Ja. Sladkorni pilin, kar je super, ker ti pol pusti res tako svil na to kožo, ko zaključiš s tuširanjem in skoraj da ne rabiš nadaljevati z losjonom. Absolutno. Von pa itak. Organic Shop, vemo. Ja. Znam po vonju. Ne svalijo. Mislim, dejansko meni vsi njihovi izdelki dišijo tako, da bi jih najraje kar pojedla. Ja, ker ne diši že iz embalaže, ja. Samo da veste, te embalaže niti ne potrebujemo odpirati. Ko povohaš takole, tukaj se že zavonja tisti značilen kokosov von, ki je, se mi zdi, da sploh en tak univerzalen von, tako za poleti, tako za pozimi, eno tako mehkobo, toplino prinese. Tako je, ja. Naslednja številka? Naslednja je Alja. 17 sem rekla, ja, pa lahko. Pazi nohte. Aha. Opa, bo šlo. Bo. A veste kaj, jaz imam željo, da to tako lepo odpre. Da je lepo, ne, na koncu. Da potem tudi na koncu, ko so vse odprte, da to lepo izgleda. Tole je pa maska za lase z avokadom. Kdo bi to imel? Alja. Jaz imam precej suhe lase, od vsega barvanja, pa toplotnega obdelovanja, tako da dobre maske sem vedno vesela. Te mini pa so itak super še za kakšno potovanja, da vzamem s sabo in da nisem nikoli brez. Fantastično. Mislim, sploh pa se mi zdi, da v teh zimskih mesecih vsi mi potrebujemo še izdatno nego, ne samo naše kože, ampak tudi naših las, ker vse vemo, centralno ogrevanje naredi svoje, izsuši tako lase kot tudi kožo. Tako da maske, takšne in drugačne, res zaželjene. Bilika. No, grem pa zdaj jaz na mojo 21-ko. Evo, ona že ve, kako odpreti. Ne, ampak najbolj sofisticirano vedno, kdo je odprl, a ne? Bili, a si tudi to zorganizirala? Imamo pa
Okay. Daily Care Shower Gel. Wow. Tole pa za pred skabom. Ja, to pa bo super. Torej, prvo se Namiriš, umiješ ja. in pol lepo narediš peeling in odmakneš vse odmrle celice dol iz te suhe kože, ki nastane po zimi. Tako. In tudi von, ki se v bistvu ujema s peelingom, ne? Obvezno. Tako da, če boste uporabili oba izdelka drugega za drugim, boste dišali kot en tak najbolj dišeč kokos na svetu. Sigurno, še ko priješ ven iz tuša, po mojem, še kakšen dan sigurno se vohaš. Absolutno. Lahko rečemo, da adventni koledar Organic Shop je zagotovo popolno darilo za vse, ki ljubite naravno nego dišeček strukture in predvsem za vse tiste, ki si radi vzamete trenutek zase in si doma znate narediti en tak pravi mini spa. To so tisti trenutki, ko največ štejejo. To je tistih pol ure, ki si jih človek vzame v tistem enem tednu zase. Mogoče takrat, ko si sam doma, ko ni nobenega, ni otrok, ni moža, sam. Čisti mir in to so potem tiste minute, ki res štejejo in odtehtajo marsikaj. Je nič, novi adventni koledarji so še pred nami. Se že veselimo. Ampak ta je bil fantastičen. Adijo Organic Shop, adventni koledar in lepo pozdravljen Catrice Twinkling Treasures adventni koledar, ki mogoče izgleda malo drugače, a ne, bomo zdaj pokazali takole. To se pravi sama embalaža. Tukaj še mogoče lahko rečemo nekoliko bolj praktična, ker ni skoraj nič od padnega materiala. Pa še to lušno torbico dobiš za uporabiti. Ampak punci, tole bomo zdaj odprli, ker bo treba seveda pogledati vsebino, vsaj delno pogledati vsebino. Zdaj, poleg drugačnega pakiranja je tukaj še ena sprememba in sicer ne bomo izbirale črk, ne bomo izbirale številke, ampak bomo izbirale črke, tako. Ampak torbica je pa res lepa. Čaka še en zapletek, manjši. Verjamem, da bomo tole bomo odprle. Seveda doma priporočljivo, da imate kakšne škarje pri roki, da boste lažje tole odprli. Čakajte malo, opala. Ja, pomodi. To se včasih. Opa, Mislim, da. tako, evo, ajda zna. Wow! Poglejte. Mislim, to je pa kot en tak šopek, lepi šopek s takšnimi vrečkicami, ki so torej opremljene, a ne potem številkami. Tako. Ja, punci, kaj pravite? Katera bo prva črka? Jaz predlagam črko. Ja, v bistvu so številkice, ne? Takole. Takole, kaj bomo izbrale? Kaj bomo izbrali, ne vem. Ajde. Ajde, bili povleči Pa eno. začnemo z enko, Evo. ker sem jo lihle imela. Tole pa je rdečilo za lička. Bom pokazali barvo, ki se kliče Baked Apple Pink. Ta je pa tako tenek prav zate bili, to, kar si iskala. Poglej, kakšno majčko danes gor. Odlično. In da se razumemo, ne? Tole je tudi nekaj, kar bi jaz brez težav nanesla na veke, ne samo na lička. Obvezno. Tako lepo se sveti. Lep odboj svetlobe in vemo, da če je pa kdaj zaželjeno malo tega shine momenta, je pa to zagotovo decembra. Čeprav, mislim, za mene ne rabi biti decembra, da nosim bleščice, ne vem, kako ste vidve s tem. Enako, obožujem bleščice, vedno. Vedno dodajo tisto nekaj več, da izgledamo še bolj živahni. Tako. Je neč, jaz predlagam, da izberemo naslednjega, pa recimo naj bo to. Wow, 22. To se pa odtenki kar skladajo. Ja, kaj evo, ne da pogledam. Pri Catrice so pomislili na vse. Itak. In všeč so mi tudi te vrečkice, ne? Res so luškane. prav so Pa lahko jih prijetne. spraviš še za kakšno darilo potem. 3 različne barve so notri, tako da je tudi res tako, mislim, že pogled na tole je čudovit in fantastičen. Kaj imamo tole? Tole pa je za usta. To je pa nekaj novega. Evo, tudi z bleščicami. Takole. In kako lep aplikator. Ja, tako ga Potiskom lepo. potiskom ven. Tako proba malo. Lepa barva. Lepa barva, ampak ima te bleščice, Se pa malo tako namažem jaz hidratantno kar tlele. zgleda. Čudovito, kaži. O, ja. Kako diši, vohaš? Ful je lepa. Ti paše, veš? Zelo je lepa, ja. A lahko povoham? Ja, seveda. Ja, prav po čeri. Ja, češnja, ja. Češnji. Ja. Češnji. Po češnji diši, pa mogoče še tale aplikatorček pokažemo. Ne? Vidite, kako lepo lahko točno
poskrbite, da gre šminka vam toliko, kot želite, a ne? Da ni potem tistega neprijetnega momenta, ko jo lahko tudi zlomimo, ko jo Tako. pač pokrijemo s pokrovčkom. Bomo izvlekli še eno, ste za to? Ja, Bili, zdaj si pa že ti malo na vrsti, zdaj a ne? sem pa že jaz. No, dej. Okej, poglejmo. Tle pa ni samo make-up, ampak tudi Pripomočki, tako je. Kot smo že prej rekli, šminka, osvetljevalci, senčila, pripomočki, celo modni dodatki se najdejo v tem adventnem koledarju Catrice Twinkling Treasures. V bistvu je to cel set, vse, kar rabiš. To je vse, kar, ja. Vse, kar rabiš, na koncu dobiš. Aj mehko, Ja, zelo. da nas še nas malo pobožaj. Jaz bi. Res je. Prijeten. To je cel kit. Jaz bom prosila prijateljico, če to podarim, da me pride kar s temle skupaj namazati. Jaz sem res, ja. Dejansko tukaj notri imate tudi vse izdelke lepo na varnem, shranjene, primerne tudi, če jih boste kam odnesli. Tako da, dekleti, jaz predlagam, da nadaljujemo našo zabavo. Gremo na Odlično. naslednjega. Naša zabava se nadaljuje z novim adventnim koledarjem. To je adventni koledar Balea, tako je. No, pa da vidimo, kaj skriva adventni koledar Balea, ki je že mimogrede, ko ga pogledamo, a ne, zelo Oj, kako prazničen je prazničen. in seveda tudi popoln svojo vsebino, skriva 24 mini izdelkov za nego telesa, las in je popolno za vsakodnevno razvajanje. Alja, a boš pokukala pod okence številka 10? 10. Samo da jo najdem. Aha, bi, hvala za pomoč, pa da vidimo. Okay, evo, lepo Kaj pa šlo. imamo tukaj? Tukaj pa imamo gel za tuširanje. Super. In tudi pakiranje je tako praznično, se sklada z embalažo adventnega koledarja. Ja. Jaz bi. Dajmo, aj kak prazničen von. Po čem diši? Ne znam opisati vonja, ampak prav, kar si predstavljam, ko pomislim na praznike. Ja, Ja. res je, ampak bi pa zelo Mislim? težko definirala. Ja, jaz Mogoče tudi. Po piškotki. Evo, dobra definicija. Kako je luška. Ja, Zelo. joj, če kdo rabi Za kakšno potovanja, idejo, ja. mogoče Alja ti, kaj podariti komu, lahko se v DM-u kupi tele mini pakiranja Ja. in se ustvari svoj mini adventni koledar to. za tisto posebno osebo, recimo. Si bom Za mamo, zapisala. Za teto, Za mene. Anjo, za Bili. Je super, mislim, ker se mene tiče, smo zdaj res nanizali že kar nekaj zelo super idej. Jaz pravzaprav vsega tega, kar smo do zdaj povedali, bi bila zelo vesela. Jaz tudi. Ne? Ja. Kjera ne bi bila. Kaj pa se skriva pod številko? Ajde, ali bi ti to? Ti bi da, ajde. Ajde. Lahko še eno jaz? Ja? Kaj pa je to? Tole pa je maska za obraz. V listčih. V listku, ja. lističih. Te so moje najljubše. Seveda pa tudi luštne so, če jih recimo vzamemo s sabo na kakšno potovanje. Poleg tega pa, dragi moji, kot smo že prej rekli, dajmo res v teh jesensko-zimskih mesecih še izdatno poskrbeti za nego naše kože, ker nam bo zelo, zelo hvaležna. Predlagam, da odpremo še številko. Tukaj je, lahko jaz? Ja, dej. A smem? A Seveda, lahko? Bilija, imamo kakšno posebno povezavo s številko 14? A ja, ne. Ampak da si se tako vem. zagrebla. veš. Ne, ampak samo vem, da 14. februar je Valentinovo, ne? Zdaj mogoče bo kaj specialno romantičnega. Ali pa ne, ali pa samo nekaj za nas, da se imamo dobro. Tukaj pa imamo, to pa je balzam za ustnice. No, to je pa po mojem- Jaz to obožujem, jaz imam v vsaki torbici, v vsakem žepu en Wow, tale to povsod. balzam. In joj, kako je luškan, ker je tako mini. Če pa Res je. nima sabo, pa vse druge vpraša. Imaš labelo, imaš labelo. No, Tako da, evo. Bili, jaz mislim, če se boš odločila recimo za tale adventni koledar Balea, Ja. da bo notri kar nekaj takih izdelkov, ki ti bodo pisani na koži, vsaj po vseh teh tvojih vzdihih sodeč. Ja. Tako. Mogoče, tukaj je, gledalka, prosi, če odpremo še številko 15. Ja! Slugo, Valjda. To bom pa jaz, Okej. lahko. A? Ja. Super. Ali boš ti, Ajda? Ne, gosti imajo prednost, No, tako da bom kar jaz. izvolite. Jaz imam 15. rojstni dan, tako da 15. vedno rada odprem. No. Okay. Tole pa je, v bistvu Je za banjo, da se napeni, torej milo Aha, za za banjo. papir.
Tako, Tako. za penečo kopel. Wow. Pa to, pa maska za obraz, kakšen kozarček. Rabim samo še nekoga, da mi zmasira. Tako, evo, točno to. Ali pa dobro knjigo. Tale adventni je idealen za en spa večer. Ja, Tako. tudi, ne, Pa dejansko. skupaj s prijateljicami, da vsaka odpre mogoče, takrat se dovoli, da se jih Aha, a ste jo slišali? Skratka, dragi dami, jaz sem prepričana, da smo zdaj spet nanizali še kakšno dobro idejo, tako da nadaljujemo s tem, nadaljujemo z dobrimi idejami in z naslednjim adventnim koledarjem. To je še en iz družine Baleja. Baleja Face adventni koledar, poglejte ga, tudi ta, sicer malo bolj clean, kot se tudi mogoče za, bom rekla, tematiko nege kože, Malo bolj odrasel. Ja, ampak poglejte, no, zdaj na hitro, še od zadaj pokažemo, ampak zelo na hitro. Zdaj si bomo dali pa spet duška punci. Mogoče še enkrat spomnim tudi na 40-kratne točke, torej vsi danes predstavljeni adventni koledarji od danes pa do nedelje pridejo skupaj 40-kratnimi točkami, tako da to je fantastično, samo ne pozabite aktivirati vaših kuponov. Zdaj pa nadaljujemo. Baleja Face adventni koledar. No, zdaj pa lahko Ajdi mogoče. Ja, mislim, da je že čas. Eno okence. Hvala, no. Zdaj me je kar, zdaj imam tako pomembno nalogo, sem pa kar malo zmrzala, ne? 21 si bom jaz zbrala. To, ja. Tale. Tudi tukaj nekaj za razvajanje naše kože. No, tale maska pa je torej nekako predvsem odlična za vse tiste, ki želite vrniti sijaj vaši mogoče malo utrujeni koži v teh jesensko-zimskih mesecih. To je maska Baleja z vitaminom C. Ta je pa torej ni v lističu, ampak je dejansko takšna, da se jo namaže. Zdaj mogoče še ena stvar, jaz to masko velikokrat, pustim kar čez noč. Ja, lik sem hotela reči. Obvezno. Kar čez noč, pa se pač upije, kolikor se upije, zjutraj pa lepo, z nežnim, toplim, recimo vlažnim robčkom samo odstranimo še tisto, kar je ostalo. Mislim, jaz imam suho kožo, tako da pri meni to zelo dobro deluje in mislim, da je to ena super stvar. Ja, res pa sploh vitamin C zdaj po poletju za te temne madeže, da jih malo zbledijo, da malo osvežimo kožo, povrnemo ta sijaj, je vitamin C idealna sestavina. Še posebej, ker smo vsi malček sivi, ko gre ta ten kože stran, da nas malo vrne k življenju. Tako, da zasijemo v svoji najboljši in najlepši luči. Tako. A si upamo odpreti še eno 13-ko? Ne bo to srečna številka za vse nas. Kaj pravite? Tukaj je. Boš ti? No pa... Ajde, dej ti. Okay. Tantararan, tantararan, tantararan. Da vidimo. In tukaj je. Oh my god, kako cute. Alja, to pa ti mislim, da obvladaš, kaj to je? Tole pa je, hialuronska kislina, v bistvu je tale ampulca, koncentrat, tako, ja. Spet, suha koža, bomo razumeli, hialuronska kislina je nepogrešljiva. Absolutno. Tako da je to lahko tudi sprobaš, da vidiš, če ti ustreza in spet taka mini priročna za vzeti sabo. V bistvu, zakaj so super adventni koledarji? Zato, ker lahko z njihovo s pomočjo preizkusimo en kup enih izdelkov in potem, seveda, če nam te izdelki odgovarjajo, če nas prepričajo, lahko najdemo potem te izdelke tudi v večjih velikostih in jih lahko začnemo uporabljati na dnevni bazi. In recimo tudi z tega vidika, ne samo tega presenečenja in gušta med samim odpiranjem adventnih koledarjev, ampak tudi z vidika tega nekega testiranja različnih novih izdelkov je to zelo priporočljivo. Ja, to je tisto, kar nam je všeč pri Baleja Face adventnem koledarju. Dobimo celotno nego, zaporedje korakov, ki delujejo skupaj in ustvarijo najboljše možne rezultate. Zdaj, gledalka prosi še, če odpremo številko 24, pa dajmo odpreti številko 24. Alja, boš ti zdaj. Bom pa jaz, evo. Tale je tukaj na Ta bo pa sredini, zadnja. Zadnja, kaj imamo? Vidimo, olje za obraz z retinolom. To je pa tudi ena sestavina, ki jo bomo počasi začeli dodajati. Edina dobra stvar tega, da ni več poletje, je to, da lahko začnemo spet uporabljati retinol. Za pomladiti kože, za te gubice, preventivna nega, ki se bojo nama počasi začele. Super ste, ampak se veste, staranje žal nobenemu ne prizanese, ampak še dobro, da imamo zdaj res na voljo en kup enih super izdelkov, ki nam lahko pomagajo oblažiti znake. Pa kar lepa velikost
izdelka. Ja. Mislim, sploh glede na to, da gre za oljno osnovo, a ne, to pomeni, da seveda se izdelka res nanaša malo malo, uporabljajo. a ne. Tako. Hkrati pa verjetno zaradi tega primeren tudi za tiste mogoče z bolj občutljivo kožo. Vemo, retinol zna lahko malo razdražiti, a ne, seveda, mislim, to je popolnoma normalno, da določene kože malo zreagirajo. Tako je, ja. Tako da sigurno ta z oljno osnovo bo nekoliko bolj prijazen tudi za tiste, ki imate bolj občutljivo kožo. Nič, drage moje, zdaj pa je čas še za zadnji koledar. Zadnji koledar danes, adventni koledar, ki obljublja en kup enih novosti, kozmetičnih novosti. In ja, ste za to, da odpremo še tega? Obvezno. Ta je pa kar v obliki hiške. Ja, res je luškan. Tam je skoraj najljubši do zdaj. Tako vizualno. Vizualno, ja, se je res, ko je ena takšna, kot, v bistvu tako, kot da pogledamo, ne? Tako gledamo pročelje hiše, potem pa se kar naenkrat spustimo v notranjost. Ja. In tukaj vidimo en kup enih oknov, vidimo en kup okn, vidimo pa en kup enih vrat, pa lanternice. Skratka, mislim, da se bomo tudi ob odpiranju zadnjega adventnega koledarja, Trendy Top adventnega koledarja Beautiful Christmas zabavale. Razmišljam, katere številke danes še nismo odprli, ampak v vsakem primeru tukaj imamo 18 na novo razvitih izdelkov, ki navdušujejo z raznolikostjo. Nekako pravijo, da bodo najbolj zadovoljne z njim ljubiteljice kozmetike, torej vse me. Tri? Trojka. Okay. Ja. Jaz se tukaj vidim. Alja? Pošti, dej ti. Ker Nisem najlepša odprla. Kaj je? Tole je pa kremni blaž. Jaz imam pa danes malo težave s tem. Ne, Se upravičujem. Okay. Kremni blaž, to je res eden mojih ljubših aplikatorjev za kremne blaže. Bravo. Takole ga odpreš in potem stisneš tubico, lepo naneseš, zblendaš tako s prsti, z gobico, kar preferiraš. In je pa taka piči barva. Tega še nimam v moji kolekciji, tako da bo lepo popestrilo moj make-up. Mi je pasalo? Ja, verjetno bolj kot nama, mogoče bolj ta dotični, a ne? Ja, ta bi bil čist zadnji. Pa fajn je kremni blaž po zimi, ko imamo bolj suho kožo, da se nam mogoče tisti suhi ne sprime za te suhe delce kože, ampak lepo zraven še navlaži malo. Res je. Da res sijemo. Da zasijemo. In nismo omenili, ampak je produkt v naravni velikosti, ne? Ja, Ni mini. Dejansko, tako da ga boste lahko kar nekaj časa uporabljali oziroma uporabljali. Mislim, bodimo iskreni, tudi določeni fantje že posegajo po mogoče, ne? Bom rekla, ali teh prekrivnih izdelkih za kakšne mazolčke. Skratka, kakor komu paše, tale adventni koledar, verjamem, da bo res zdaj tak zelo širok krog ljudi. Zdaj pa bom še jaz pokukala pod eno oko. Smem? Ja, seveda, dej. Jaz pa zberem... Iskreno zgolj zato, ker mi je res všeč. To sem tudi jaz gledala. A si gledala 24-ko? No, pa gledamo, kaj je tukaj noter. Ja, brez tega danes si tak ne bi mogla domov. Mislim, ker to je pa osnova ne samo za, bom rekla, decembrske make-upe, ampak tudi za dnevne make-upe, za vsak dan. Govorimo seveda o maskari oziroma povajno maskari. Maskara, ja. Mi je zelo simpatično, kako Primorci to rečete. Ta je super za v bistvu tudi vikendne trepalnice. Ja, ta lepo razčeše, jih ne združi skupaj, tako da naredi vsako lepo posebej, odpre oko in še malo podaljša, kar je tako želimo. Meni je pa najbolj všeč tukaj, da vsak dan odpreš nov produkt in ga lepo zaključiš z maskaro, da se pol 25. na božični dan namažeš in imaš čisto vse, kar rabiš za en božični make-up. Ja, mislim, da noben make-up look ni zaključen brez maskare, no vsaj zame. Jaz mislim, da tudi, ko ne damo na obraz čisto nič drugega, moramo dati vsaj maskaro. Se strenjam. A sem prav rekla? Ja, maskara. Ja, maskara. Ne, jaz se upravičujem, meni je ta beseda zelo smešna, mislim, ne, ampak super, ne, vidite, koliko smo Slovenci bogati tudi z različnimi narečnimi izrazi. Ja, nama pa je smešno maskara. To se ne bi mogla navaditi. Ja, dragi dami, še en predlog za številko smo dobile. Ja. Urša, hvala, ker ste se javili. 7 je vaša srečna številka, tudi moja drugačna čeloma. Tudi od moje mami. A res, no evo, 7 za vse nas. Evo ga, 7. Tole pa bom...
pa Malo pomoči rabila. Boš? Nismo še imeli laka za nohta. Ne, prvi. je. Kakšna lep. barva, Zelo lep, lep, zelo ja. lep. No, ta je takšen, ki ga bomo lahko nosili skozi celo leto, ne samo decembra, čeprav so nekako decembra ponavadi te malo rdeči. Ja. Midve, Jaz pa ti imaš marjave. rjave. Evo, jaz pa Ti si bi si najbolj. lahko za malo barve namazala tega. Ja, tako. Kar se mene tiče, drage moje, jaz bi še kar odpirala, kaj pa vi? Jaz tudi. Ne smemo preveč razkriti, ker pol ne bo, Ja. ne bo prav. Tako, ja. Presenečenja doma, kajti te čudoviti adventni koledarji res združujejo en kup vaših najljubših izdelkov, tudi mogoče izdelkov, ki jih boste šele spoznali in vas bodo navdušili, sploh konkretno pri tem Trendit Up adventnem koledarju, ki obljublja tudi kar nekaj novosti in na novo razvitih izdelkov. Tako da za vsak okus nekaj, res smo predstavili širok nabor različnih, no tukaj zgolj nekaj. Lepo sem jih tistega. zložila. Ja, lepo si jih zložila. Imaš ti občutek za te stvari? Lepo, Ja, lepo. imam. No, ampak sicer, ko pomislite zdaj na prihajajoči december, vam je kaj lažje pri srcu? Si malo oddahnila. Ja, meni se zdi, da smo kar pričarali že to decembrsko vzdušje. Ja. Tako da, Zdaj v bistvu in tudi ravno- sem malo bolj pripravljena, imam že par idej. Imaš? Vsaj za Bili, če ne drugo. No, Bili, jaz sem že prej ti hotela prav prišepniti, da glede na to, da imaš danes Aljo tukaj, da, Lahko je kaj namignila. mislim, vse, če te je dobro poslušala, pa glede na to, da lahko seveda vedno našo oddajo pogledate tudi, a ne potem še za nazaj, če je karkoli ušlo, Ja, lahko ja, še lahko. enkrat, Kar ne. poslušaj. Bom šla z zvezkom, da si zapisujem. Ja, v bistvu kaj, zdaj čakamo samo še na ohladitev, pa na prvi sneg, Tako. pa ga bomo priklicali. Bomo. Bomo. Bila snežinka, ki pada, spominja me na te in na vse tiste dni, noči. No, ne pojemo veliko, krat oziroma prvič smo zapisali. Ja. Podaj DM live. Jaz upam, da to pa mogoče letos vendarle prikliče sneg že vsaj. Pa dej rečemo Ja, ste res lepo, ko zasneži. Ja, Vsaj do Božiča, ne? Da bomo bi se spodobilo. Ja. Ali pa na božični dan bi bilo pa Da. še idilično. No, tako. Če se vsaj nekaj od tega izpolnilo, super, predvsem pa upam, da se vam izpolni kakšna skrita praznična želja, tudi s pomočjo naših adventnih koledarjev. Še enkrat spomnim, do četrtka boste objavljeni tudi nagrajenci, ki boste nagrajeni z res lepimi nagradami in ne pozabite tudi na 40-kratne točke, ki so absolutno nekaj, kar vam bo prihranilo tudi kakšen evro pred praznično norim decembrom. Tako je. Hvala punci, vse veste. Hvala tebi. Vedno mi je veselje. Nama tudi. Ena od mojih želj za naslednje leto je tudi to, da se mi srečamo. Tako. Jaz mislim, da se Jaz bomo. mislim, da se bomo. Čutim. Jaz pa vaju kar že tudi povabim, ne, ker vem, da nas spremljate tudi, ko nista gosti v oddaji. Seveda. 4. november, to bo prva novembrska oddaja, seveda klasika ob 7:30 zvečer v naši aplikaciji. Bomo pa govorili o uvajanju hrane pri otroku, tako da še ena tema sveta DM-a, ki je pomembna, ki je prav, da ji namenimo svojo pozornost. Tako da hvala lepa pa za danes in srečno do prihodnjič. Se vidimo.